jutro in dobrodošli v moji kopalnici. Danes sem vam mislila pokazati, katere izdelke uporabljam za svojo nego kože, tako zjutraj in zvečer. Tako da, če smo zbujene, lahko kar začnemo. First things first, začnem z čiščenjem obraza. Svoje lase bom umaknila s telim cute rozastim trakom. Ful je mehak, nič ne cuka mojih las, tako da mi je ekstra všeč, pa še zgleda tako, kaj je nazdajkla. Love it! Je od znamke Miša in spodaj pod videom ga bom polinkala, ker je res noro cute. Lase so umaknjeni, moj obraz je v spredju, tako da lahko začnem s čiščenjem. Prva stvar, ki jo nanesem zjutraj na obraz, je tale pena. Vsebuje 15% glikolno kislino. Glikolna kislina je super. In sicer temeljito očist našo kožo. Prodre zelo globok in v bistvu temeljito očist kožo vseh nečistoč. Peno masiram po celem obrazu, tudi malo v vrat in pustim delovati 2 minuti. Okay, 2 minutes and counting. Vmes lahko naredim par počepov tudi. Vzamem čisto brisačko, zmočam jo z mlačno vodo in ostanke pene temeljito obrišem dol z obraza. Občutek po uporabi te pene je toliko zelo prijeten, koža je mehka in pa res feeling očiščene kože, tako da to je moj ride or die izdelek. Vedno imam tudi enega na zalogi. Vedno. Tako, in zdaj, ko je obraz očiščen, je naslednji korak krema. Jaz uporabljam ekstra vlažilno kremo in sicer z visoko koncentracijo hialuronske kisline, 5,5%. Čisto za primerjavo, v ostalih izdelkih iz drogerijskih trgovin imajo izdelki manj kot 1% hialuronske kisline. Stisnem 2 pumpici in kremo umasiram v svojo kožo s krožnimi gibi. Kremca ima poleg hialuronske kisline še 10% aloe vero, jojoba olje in pa vitamin E. In to je v bistvu en tak koktejl intenzivne vlage, tako da vlaga je zdaj zagotovljena čez cel dan, ne glede na to, ali je tvoja koža suha ali mastna, vlage nikoli ni dost. Jaz priznam, da mi je vlaga prioriteta, ker na ta način ohranjam svojo kožo mladostno, sijočo in pa zdravega videza. Ok, tretji korak v moji jutranji negi je pa kremca za okoli oči. Rada imam take, ki niso preveč mastne, ki se hitro upijejo, zato lahko hitro nadaljujem s svojim make-upom. In nanesem jo takole pod učke in tudi na veke in nežno omasiram. Tako malo masaže si naredim. Voilà! In dan se lahko začne. Tako poteka vsak dan moja jutranja rutina. Zdaj se pa odpeljem v studio, si naredimo make-up, pa še malo počvekamo o koži skupaj. Pojmo. Zdajkla je prskakljala do studija, naredili bomo en tak svež make-up. Danes bom kožo ohranila zelo natur in vse ostalo tudi, ker delamo konec koncev skincare video in naj bo koža v prvem planu. Prvi korak mojega ličenja je največkrat sončna krema. Tega vam sicer v svojih tutorialih dostikrat ne pokažem, zaradi tega, ker jo nanesem že spodaj v kopalnici. Tudi sončno kremo uporabljam od Dermaceutica. Zakaj je bolano dobra? Je v bistvu zato, ker ima visok zaščitni faktor, 50-ko. Pri drugih sončnih kremah tega skoraj ne najdem. Drugi razlog je, da ne vsebuje sestavin, ki mašijo pore, oziroma tiste sestavine, ki delajo mozolčke. In pa noter ima spet ogromen hialuronske kisline, kar pomeni, tudi s to kremo bomo dobile vlago. Kar pa še dodatno naredi, je pa, da ima malo barvanosti. Zame niti približno ne dovolj. Jo pa recimo uporabljam poleti, dostikrat na morju, zgolj samo njo, brez pudra. Zna pa biti za vse punce, ki imate ekstra lepo kožo, to dovolj. Sploh jo priporočam v pomladno-poletnih mesecih, ko je sonce ekstra močno. Najboljša preventiva je proti anti-ageu, tako da tudi najcenejša. Tako da, sončna krema za obraz. Začnite jo uporabljati. Dostikrat slišim, da sama krema ni pomembna. Torej,
katero kremo uporabljaš, ni pomemben. Zdaj, poznam tako punce, ki uporabljajo klasično Nivejo in imajo lepo kožo, poznam pa punce, ki imajo zelo drago kozmetiko, pa nimajo tako zelo lepe kože. Jaz bi rekla, da krema absolutno je pomembna, sploh če je prvič tvoja problematika takšna in drugačna, torej če imaš akne, potem potrebuješ kremo, ki bo pomagala proti tvojim aknam. Če imaš suho kožo, potem potrebuješ kremo, ki bo imela ekstra vlago. Kar dostikrat tudi slišim od punc je to, da zelo rade nekatere eksperimentirajo z svojo kozmetiko. Torej, enkrat kupijo en čistilen gel, drugič kupijo neko kremco, čez 2 meseca že drugo in konstantno menjajo svoje izdelke za nego kože. To ni okej. Najboljši nasvet, v bistvu, ki sem ga jaz dobila od svoje dermatologinje, je bil ta, da v bistvu, če hočemo rezultate, če hočemo, da se naše stanje kože izboljša, potem je treba biti zvest. Zvest svojim izdelkom, svojim produktom, ki pač čez noč ne bojo začeli kar delovati, ne? To velja sicer s tem predpogojem, da moramo najti izdelke, ki dejansko ustrezajo našemu tipu kože in naši problematiki, ampak potem, ko jih najdemo, se ne moramo iti danes to, jutri to, naslednji mesec tisto, ampak dejansko držati se eno obdobje samo določenih tistih par izdelkov, se v bistvu res ugotovi, če delujejo oziroma da res lahko začnejo učinkovati na koži. A prav? Danes bom nanesla en tak čist naturel blusher. V bistvu za tak svež videz kože je najboljše uporabiti marelične odtenke, naredijo tako zdravo kožo. Če obstaja kdo, ki bi vam lahko vsak dan pokazal eno novo kremco ali pa čudežen serum ali pa neke nove super stvari za kožo, potem sem to definitivno jaz, zaradi tega, ker dobim ogromen enih ponudb vsak teden na mail glede izdelkov za kožo, tudi vsak teden dobim nove proizvode na dom za testirati, ampak enostavno se mi ne bi zdel fair, torej da vam kažem danes to kremo, jutri to kremo, ker nastane samo zmeda, ker edino v primeru, da torej me gleda punca, ki res nima nikakršne problematike in je njena koža popolna, potem je dosti vseeno, katero kremo, serum, izdelke za nego kože bi pokazala. Na ta način pa pač vemo, da vsi imamo neke problemčke in potem bi se mi zdel pač res škoda, da vas še bolj zbegam in zmedem, zaradi tega, ker vem, da na trgu je pa danes že toliko krem. Seveda se pa moramo zavedati tudi ene stvari, na našo kožo vplivajo tudi drugi faktorji. Genetika, tega pač ne moramo spremeniti, potem prehrana, kar lahko spremenimo in ogromno naredimo s prehrano, dovolj vode, absolutno, čez dan moramo popiti, da je naša koža zdrava, sijoča, hidrirana. Yes. Izdelke moramo pa dojemati kot sam ene naše dobre pomočnike, ki lahko naredijo tisto piko na i. Seveda pomembno piko na i. Moja izkušnja z vsemi temi izdelki, ki vam jih danes kažem in vam jih bom še pokazala zvečer, ko bom delala svojo večerno rutino, je v bistvu ta, da se res trud pokaže šele čez čas. Torej moja koža je overall mešano-mastna, imam široke pore že od nekdaj, ki se rade packajo in moj ten kože in tekstura nista enakomerni. Vse to seveda ne more zginiti, to je del mene, moja genetika, ampak se je pa res pokazalo, da s temi izdelki je moja koža meni hvaležna in dejansko so rezultati. Ti rezultati niso bili vidni čez noč, ampak dejansko z uporabo teh biserčkov je koža na dolgi rok rekla hvala. Na hitrico se bom dotaknila še teme peelingov in mask. Tudi seveda in peelingi in maske so del moje rutine, ne pa vsak dan. Kar se tiče peelingov, jaz ne prisegam na mehanske peelinge, torej to so vsi peelingi, ki jih lahko kupimo v trgovini. Jaz obožujem kemične peelinge. Te so veliko bolj učinkoviti za mojo kožo, kvalitetnejši po mojem mnenju in tudi naredijo res izrazit rezultat. Tudi kemični peeling zaupam znamki Dermaceutic. Video na to temo že imam, tako da ga bom polinkala sem gor, če te zanima. In to je v bistvu to, naredim ga približno 2-krat na leto, ne poleti in that's it.
Kar se pa tiče maskic, je pa tako, da jaz probam narediti enkrat na teden, torej si masko, si prvoščati masko. Tole so fantastične, res krasne maskice za naš obraz. Vsaka od teh maskic ima nek svoj primarni namen, nekatere so bolj vlažilne, druge bolj hranilne, negovalne. Skratka, tukaj pa si lahko damo malo ženske duška in eksperimentiramo. Jaz v bistvu rada posežem vsak teden po eni drugi, glede na problematiko tisti teden. Vse Miša maskice bom polinkala pod sam video, da se jih naročiti. Jaz v bistvu rada naredim si kar zalogo, tako da imam pol za cel mesec ali pa 2 maske pri roki in po sami uporabi je res občutek hvaležne kože, take zadovoljne, mehke kože, plus jaz se počutam, da sem si res vzela čas zase. In to, ljubčki, je v bistvu vse. Naslednjič, ko se vidimo, bo že večer. Ok, čas je, da ti pokažem, kaj uporabljam za svojo večerno rutino. Najpomembnejše je seveda, da odstranjam make-up dol z obraza in da to naredim temeljito. In potem nanesemo še malo za pocrkljati kremo, ki bo po noč dobro delovala na mojo kožo. Tako da, dajmo začeti z večerno rutino. Prva stvar je čiščenje make-upa, očesnega make-upa predvsem. In to naredim z micelarno vodico in vatko. In nežno podrgnem. Ta predel okoliči je tak zelo tanek, zelo občutljiv. Tako da sem nežna. In obrišem maskaro dol. Drugi korak je čiščenje kože. Jaz uporabljam od Kiehlsa njihov univerzalen gel. Gre za zelo nežno formulo, primerno za vse tipe kože in pa všeč mi je, ker tale gel ne suši kože. Tako da ga nanesem približno tokle, dodam malo vode in umasiram obraz. Vzamem brisačko in umijem vse ostanke dol z obraza. Ta del v bistvu je ful pomemben. Pomemben je, da si umijemo zvečer pred spanjem obraz. Fajn je, da ne uporabljamo kakšne agresivne formule. Zadeva v bistvu je fajn, da je nežna, ampak učinkovita. Kremca za okoli oči je tudi zvečer pri meni obvezni korak nege. Po 25. letu bi jaz priporočila uporabo kreme za okoli oči. In še zadnji as v moji negi kože je dobra večerna krema. Tale vsebuje 2 kislinci, glikolno in fitinsko, pa tudi vitamin C. Gre v bistvu za fantastično kremo, ki dela na moji teksturi in pa na lepšem tenu kože. In spet ima noter izjemno visoke koncentracije. To pa v bistvu zaradi tega, ker je Dermaceutic profesionalna kozmetika, torej posegajo po visoko koncentriranih sestavinah, ki so aktivne in v bistvu ne vsebujejo njihovi izdelki ničesar, kar zares ni potrebno. Torej nobenih parfumov, nobenih parabenov in tako naprej. And voilà! Moja koža je ready za spanje, jaz pa tudi. Pokažem ti samo še eno stvar, ki je fenomenalna za vse tiste, ki se vam delajo radi mozolčki. In sicer gre za mišine obliže. Jaz vedno v bistvu posežem po njih, ko se mi naredi kakšen majhen ali pa večji mozolj. In vidim, da se mi je naredil manjši tle na ličku. Tako enostavno ga v bistvu odlepaš in nalimaš na očiščeno kožo, tam, ko imaš mozolj. So pa prozorni, vsebujejo silicilno kislino, ki v bistvu suši mozolčke, tako da veliko boljša alternativa, kakor da jih stiskamo, ker od stiskanja pustimo pa lahko tudi kakšne prazgotince, kar ni ok. In v bistvu jih pustim delovati čez noč, tako da zjutraj, ko se zbudim, jih sam odlepam dol in so fantastični. In to je to. Upam, da si uživala v moji skincare rutini. Vse izdelke, ki sem jih pokazala danes v tem videu, bom polinkala pod video. Jaz pa vam polagam na srce, da
skrbite za svojo kožo, ker se splača, ker je v bistvu ena fantastična investicija za lepoto. In dejansko z leti tudi sama ugotavljam, da bolj kot make-up mi je pomembna nega kože in res, če smo zvesti enim ta istim izdelkom in jo crkljamo tako, kot si zasluž, nam definitivno ona to tudi pokaže in povrne z lepimi rezultati. Tako da lahko noč, se gledamo v naslednjem videu. Ljubčke, čau!